Jaz mu bom rekel severnokorejski predvolilni refleks. Tale gospa ne bi teh stvari, ki jih je zdaj povedala nekemu sogovorniku v javnosti, nikoli ne bi izrekla, se tudi zdaj v bistvu to striktno zanika, čeprav je rekla, ne, in se tega ne da umakniti. Tisto, kar je pa zanimivo, je pa to, da če karkoli bo cel kup ljudi zdaj na tej strani med sabo globoko sprtih. To je tedenski Safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni, pa tudi levi in besni. Ta teden so z nami domače in tuje obveščevalne službe, pa Vesna Vuković, Nina Zidar Klemenčič, Dominika Švarc-Pipan, gledajo pa nas tudi Robert Golob in njegovi pomagači v skupini Gen. Ja, v bistvu je kar, kako bi rekel, sproščujoče, zdaj ko vemo, da pravzaprav vse, kar se pogovarjamo, je lahko posneto, ne? Res je, lahko si oddahneva, Peter. Tako da, kot smo lahko zadnje tedne spremljali kar nekaj posnetkov, ne, oziroma posebej zadnji teden, ki jih bomo tudi kar nekaj pokazali, ampak najprej pa v studiu pozdravljava najnega današnjega gosta, gospod Andrej Rupnik, pozdravljeni. Torej, nekdanji direktor Sove, ne, zdaj pa upokojenc, čeprav razumem. Točno tako. Hvala za čas, ki ste si ga vzeli. Zainteresiran upokojenc. Poglejmo najprej en kratek kolaž parih posnetkov, ki smo jih lahko spremljali ta teden. Tamara, preiskovalna komisija Slovenske nedelje na odprem komunalnega parlamenta je zato stranka politična pomembna. Ker zato, da Jani Gojanski za več recimo čujemo, da je kriminalist. Ja, da musím, to je največja prasica v državi. Ne, to je res, no, prav prasica. Umazan. Ne vem, pa kje je dobila tega moža, to je neki ultra bogatun. Ti pa je eno stvar povedala. Ti veš, ne, da je Robert hotel predlagati za direktorstvo veterinarske službe neko noro bazo, ne? Jaz vam tega, jaz vam res nekaj tega. Spet sem mogla jaz jajca nastaviti s temi nutrijami, da sem to... Ja. Najprej nivo mogoče, ne. Vsi se ukvarjamo seveda s tezami, komu to koristi, kdo je to snemal, kako organiziral, o čemer nedvomno bomo, ne, pa vendarle se mi zdi, da se ni za odmakniti od bistva in to je, na kakšnem nivoju nastopajo akterji in kaj vse povedo, ne. Mislim, da smo bili državljani, kljub temu, da nismo zvedeli nič, na kar ne bi sumili ali kar bi bilo popolnoma novo, vendarle zgroženi. Ne? Tudi vi? Niti ne, zato ker to, kar sem poslušal, kaže na neko tako občo lastnost vseh ljudi. Ne. Mi smo prej tudi mičkan kvantal tukaj, ali pa v gostilni bi ravno tako kvantal in to je spominjen na te zadeve. Ne. Se pravi, ko sem prepričan, da me nekdo ne snema, pa da imam zagotovljeno popolno pač neko varnost, ne, se pravi zaupnost, potem povem stvari, ki jih sicer v javnosti nikoli ne bi izrekel. Tale gospa ne bi teh stvari, ki jih je zdaj povedala nekemu sogovorniku v javnosti, nikoli ne bi izrekla, se tudi zdaj v bistvu to striktno zanika, čeprav je rekla, ne, in se tega ne da umakniti. Tisto, kar je pa zanimivo, je pa to, da če karkoli bo cel kup ljudi zdaj na tej strani med sabo globoko sprtih. Nekateri so komentirali še država na prodaj za 10-15 tisočakov, predvsem, ko smo gledali tisti tuji del posnetkov, menda posnet v Zagrebu, na Dunaju in tako naprej, ne, ampak v glavnem ne, povedati več za nekaj več denarja je očitno tudi ogromno. Ja, zato, ker je tlele ekonomski interes zelo močan, ne, naprimer ta poskus lobiranja, ne, oziroma nudenja nekih lobističnih uslug je povezana denar in v mednarodnem lobističnem prostoru se da zaslužiti precej denarja in je pač v interesu teh potencialnih lobistov, da sebe pokažejo v neki maksimalno pozitivni luči kot ljudi, ki imajo ogromne povezave do vladajočih, ampak tisto, kar pa razkrivajo, ne, v celi zgodbi, je pa dejansko prvič, da to delajo ljudje z prvega ešalona, ki so del notranjih krogov in razkrivajo, kako na kakšen nedemokratičen način ta tajna omrežja delujejo. Preden gremo v operativo, Peter, bi jaz sam še tole iz čistega firpca. Vaša teza, se pravi, ko ste ravno omenil denar pa kapital, ali gledamo torej ideološki ali pa frakcijski obračun v predvolilnem kontekstu, ali gledamo interese kapitala oziroma denarja, ki skuša vplivati na volitve, ali recimo geostrateške vplive iz tujine? Geostrateškega bi jaz skoraj izključil, ne, ker je to Slovenija ni nek poseben faktor v teh mednarodnih odnosih, ne, da bi bila komorkoli prav posebej nevarna s temi izjavami, ki jih dajemo v mednarodnem prostoru. Kapital je zanesljiv del te zgodbe, ideologija.
pa je pač tega slovenskega tipa, ki je samo mi proti vam, ne, tlej ni nobenega ta pravega ideološkega naboja, da bi rekel v klasičnem smislu liberalci, demokrati, levica, desnica, pri nas je že sam izraz levica, nekaj, kar se ne da čisto natančno definirati do sotona. Pa bi si upal ugibati, recimo, kdo bi lahko stal za temi posnetki, oziroma videli smo dva različna, bom rekel, sklopa posnetkov, je kakšno, recimo, ocena, mogoče kdo bi lahko bil v ozadju z motivom, da bi recimo ta zadeva prišla zdaj te dni. Ja, tukaj lahko samo hipoteze postavljamo, ki so lahko bolj ali pa manj verjetne. Ne. Prva tista, ki je ljudem najbolj očitna, vsi bo rekli, to je naredila nasprotna stran, oni bo imeli od tega potencialno neposredno korist. Druga stvar bi bile potencialno neke tuje obveščevalne službe, ker jaz ne vidim zelo močnega interesa, da bi se nekdo tako trudil za neko mehko Slovenijo, ker večina pač teh, ki na to tezo pristajajo, imajo v mislih prav eno konkretno službo. Tretja stvar je pa seveda ta, da bi se nekomu ta vladajoča struktura do te mere zamerila, da bi začel pač nek vigilantski pohod, na kateremu želi razkriti vse, kar se dogaja. Četrta opcija bi bila pač kriminalna združba, ki pač mogoče neko potencialno izseljevanje ni uspelo, pa so šli s tem ven. Zdaj videli smo Vse je slovenski del, ne, pa tuji del, domnevno ta tuji posnet Zagreb, Dunaj, London. Vam recimo te 3 lokacije kažejo na karkoli ali so pač lahko naključno To je izbrane? blizu pa enostavno dostopno, pa tudi verjetno ni tako zelo drago, ker kljub vsemu tisti, ki je to naredil, je mogel vložiti določena sredstva, pa organizacijski napor, da je to organiziral. Ne. In je pač, to so pač verjetno bili direktni leti, ki so jih plačali tem ljudem, ali pa verjetno v Zagreb ta človek niti ni letel, se z avtom pelil. Kaže pa ta tuji del akcije na nekoliko višja sredstva, ne? Tudi torej leti, bivanje v hotelih, Ja, tako to nekaj sila in stalo, tako ja. naprej. Ja. Ja. Hočem to reči, 2 tezi, recimo, ki bi jih kar konkretno omenil, seveda zvonijo te dni tudi nam telefoni z različnimi tezami različnih virov. Ne? Eno, kar jaz moram reči, da mi ni tako zelo divje, ne, ko malo naredim sintezo, recimo frakcijski boj znotraj Gibanja Svoboda. Če gledate, ne, prvi posnetek, ki ga je javnost resno zagrabila, tudi zato, ker je imel ta ear-catcher, torej besedo kraja, ne, je bil Alenki Bratušek. Se pravi, recimo frakcija SAB znotraj Gibanja Svobode. Generalno pa verjetno lahko rečemo, da je tarča omrežje oziroma operativci Roberta Goloba, ne. Nikjer pa recimo ne vidim frakcije LMŠ-ja. So to lahko notranje napetosti v vladajoči stranki? Hipotetično bilo mogoče, ampak v resnici pa zelo malo verjetno. Ne? Zato, ker je škoda, ki iz tega ven izhaja, pretirana za vse upletene. Ne? In če bi kdo imel res nek jasen namen, če to bomo plasirali zato, ker bomo dolgoročno planirali, se mi zdi, da to presega te kapacitete slovenskega političnega prostora za neko dolgoročno strateško planiranje. Ne? Mislim, da to ni. Ko smo že pri strateškem planiranju, ne, in razmišljanju dolgoročnem, ne, vsi akterji, ne, oziroma ključni akterji, Vesna Vuković recimo konkretno, ne, je zapisala, posnetki vsebujejo moj glas, ki je bil nezakonito pridobljen in nezakonito obdelan, ponarejen in prirejen z različnimi digitalnimi orodji. Ne, Nina Zidar Klemenčič in Dominika Švarc-Pipan pa tudi pravita, da sta bili zvabljeni v past in da so izjave vzete iz konteksta. Kako razumeti recimo te, bom rekel, pojasnila akterjev, ki so tukaj razkriti? Ja, to je čisto enostavno. Nisem jaz, nisem kriv. Ne? In zdaj, ko imate obdobje umetne inteligence, je to postalo zelo univerzalno orodje. Češ ne, to nisem jaz, to je fake, to me je nekdo v bistvu podaredil, ampak tisti, ki resno poznajo orodje umetne inteligence, pojejo, kaj so sposobna, oziroma če so niso sposobna narediti, te zgodbe pač enostavno ne verjame. Tista posebnost, predvsem v primeru teh zvočnih prisluhov, ki je zelo očitna, je pa ta, da v resnici nimate klasične situacije storilca pa oškodovanca, ampak gre za osebe, ki so na isti strani. Ne? V kriminalnem smislu bi rekli, da gre za latenten kriminal, kot so naprimer trgovina z drogami, korupcija pa podobne stvari, kjer ne eden, ne drugi nimate interesa, da javnost to zve. Zato oboji zanikajo te stvari. Ne? Zdaj, vsebino bo pa zelo težko izpodbijati. Ne? Jaz mislim, da tudi vsi ti tehnični postopki ne bodo mogli pač 100% ali pa z neko visoko stopno gotovosti niti potrditi, niti zanikati, kaj je bilo s temi posnetki narejeno. Ne. Zdaj, ko govorimo o tujem delu, ne, to je bil tak, je bil tudi vizualno močnejši, boljša kvaliteta, boljši zvok in tako naprej. Kaj pravite, recimo, izključili ste sicer neke velike geostrateške igre, pa vendarle Hrvaška, Madžarska, Izrael, ne, ki je vendarle na osi z nekim določenim desnosredinskim, naprimer polom slovenske politike. Kakšno motivacijo imajo lahko recimo te okoliške države, pa recimo zahodni zavezniki?
Kar se tiče same Evrope, ne, bi lahko bil tukaj samo motiv v tem, da se utrdi na evropski ravni pozicija desnice. Ne. To ne bi bilo nič kaj drugega na tem mestu za pripomniti, medtem ko da bi bili pa mi zanimivi recimo za Izrael, pa kaj podobnega ima pa Izrael, zdaj je pa njihova Mossad večje težave, kot da se fokusirali na Slovenijo. Za ostale pa tega ne izključujem, ker tisti, ki misli, da imamo mi vse zadeve z našimi sosedi popolnoma urejene, se moti. Ne? Mi imamo celo vrsto zgodovinskih okoliščin, ki bi lahko bile v bistvu tudi nek motiv za neko upletanje služb. Zdaj, jaz predlagam, da si pogledamo naslednji posnetek, ki gre za pogovor med Vesno Vuković in Tamaro Vonta. In jaz gledam vsak dan v pogledu to, kaj se tam dogaja. Ne? In upam, da bomo pač stali. In ta preiskovalka je bila super izstavljena, ta preiskovalka ima take podatke noter, da si ti članice in člani Gibanja Svoboda in nimaš pojma, kaj je tam noter. Ne, zares noter. Ne tisto, kar Mojca razlaga. Ne, zares noter. Zdaj, če smo to pravilno razumeli, gospod Rupnik, je delikatno ali pa zelo upogleda polno to priznanje, ne, da se preiskovalne komisije ne delajo zaradi tega spektakla, ki ga potem državljani ali pa tudi poslanci, ne, ki so tu predstavljeni kot neki pogrešljivi vojaki stranke, niti ne razumejo v bistvu zaradi tega, da lahko neka infrastruktura strankarska v ozadju, kar recimo generalni sekretarji so, nepooblaščeno dostopa do dokumentov, do katerih sicer ne bi mogla recimo. Res je, prvo, kar je evidentno v Sloveniji, je to, da so vse parlamentarne preiskovalne komisije političen šov, ne, ki je usmerjen proti nasprotnikom, pa ni važno, s katere smeri to pride. Druga stvar je pa ta, da se je v tem pogovoru ta gospa samo inkriminirala. Ne. Ona po nobenem pogojem ni pravne osnove, ji nima, da bi imela pravico dostopa do teh podatkov, ki jih ima parlamentarna komisija na razpolago, ker ti dokumenti vsebujejo poleg vrste osebnih podatkov, cele vrste ljudi, kar je že samo po sebi kategorije, ki je posebej zaščitena po zakonu, vsebuje tudi celo vrsto drugih poslovnih in podobnih podatkov, do katerih ima pravico samo tisti, ki ima clearance, se pravi to osebe, ki dela s parlamentarno komisijo, mora biti varnostno preverjene. Parlamentarci sami po sebi pa seveda tega po zakonu ne rabijo, ampak so ravno tako dolžni varovati in ščititi tajnost. Ne. Tukaj so pa povezave, kako je ona lahko te dokumente dobivala redno, dnevno na vpogled in da ve več kot recimo Vontova, ki je kasneje prevzela to komisijo, je pa to zelo jasno, da je imela neposreden dostop. Poglejte, če bi bil to drug, pa v neki normalno delujoči državi bi ta gospa imela že hišno preiskavo narejeno. Zdaj, tukaj povezava se zdi dokaj logična. Ne? Zdaj, vemo, da Vesna Vuković je, preden je bila generalna sekretarka Gibanja Svoboda, je ustvarjala medij necenzurirano skupaj z novinarjem Tomažem Modicem, ki je član te komisije. Ne? Primož Cirman, ki je tretji akter tega medija, je poročen z se pravi, vodjo vladnega urada za komuniciranje. Skratka, zadeve so očitno družinsko zelo mislim, da je celo Dominika Švarc-Pipan v enem delu enega posnetka rekla, ne, da je v resnici na vrhu Slovenije vse skupaj ena velika družina. Ne. To je v bistvu zdaj prvič v zgodovini Slovenije od toliko ljudi, ki so blizu temu top levelu decision makinga političnega, da so razkrili, kako to odločanje v resnici poteka, ne, v senci. Ne. To sicer vi, ki ste novinari, pa marsikdo že dolgo vemo, da to tako poteka. Ne. Prvič je pa nekdo iz tega internega kroga to povedal, ker je mislil, da je na on the safe side, ne, da je varen, ne, da tega ne nobeden. Zdaj, da se pretirano ne slepimo, ne, samo z težo razkriti ali pa z upogledom, ki smo ga zdaj dobili v zakulisje, seveda to gledamo recimo 10-11 dni pred volitvami z neko računico, ne, se pravi vplivanja na rezultat. Zdaj, moja teza, ki jo bom na kratko predstavil, neopredeljenih po mojem nimamo 2 tedna pred volitvami zelo veliko, ne, to, da bi te zadeve bistveno premikale volilno telo, po mojem ne. Kjer vidim je recimo rahla pasivizacija levih volivcev, ki bojo razočarani nad tem, kar gledajo, ne. In drugo, morda neko minimalno, po mojem, celo pretakanje glasov Gibanje Svoboda proti SD-ju ali pa morda še Gibanje Svoboda proti, na primer, Anžetu Logarju, ki agresivno naslavlja to polje korupcije. A mislite, da bo ta stvar generalno imela nek pomemben vpliv na odločitev 22. marca? Jaz se bojim, da ne. Lahko se pa popolnoma motim, ko v politiki bolj malo vem, ne, razen to, kar poprečni državljani gledamo, pa vidimo.
Problem je pač v tem, da je večina tega volilnega telesa precej indiferentna. Ne? Če si hočejo jasno sliko ustvariti, morajo preposlušati, pregledati in prebrati veliko materijala, česar pa poprečen slovenski volivec ne dela. Ne? On se že vnaprej odločil, kako bo volil in ni to nujno nek racionalen premislek, ampak prej emocionalen ali pa kaj podobnega. Ne? In to se ne bo sprejelo, dokler v Sloveniji ne bomo imeli kritične mase, kritičnih volivcev, ki bodo v bistvu naredili točno to, res in temeljit preudarek, koga voliti, pa zakaj ne. Zdaj pa vprašanje, koliko imamo izbire, ne? Ker bo treba narediti pač neke radikalne spremembe v tem, kako se upravlja državo. Definitivno pa ne na tak način, kot zdaj vidimo. V zadju vse le potekajo neki dogovori, ne? In ti dogovori niso problem, ker to v poslovnem in političnem svetu je normalno, moraš iskati kompromise, samo mora biti to na zakonit način narejeno, ne pa nekaj, kar je več kot očitno nezakonito. Ne? No, se ravno, ko smo pri tem, ne, mislim, da to zelo lepo opišeta dve ti razkriti, ne, Dominike Švarc-Pipan in Nine Zidar Klemenčič. Poglejmo še ta video. And he's very corrupt. Yeah, with him it's very easy. In what way? He has his 10%. Da bi bilo to nedosegljivo od slovenske strani, pomeni, da ne Yeah, it's simple. And we had a very tough negotiation, but we managed, and then we got the building permit in record fast time, but that was because the mayor sent his son, and his son told you have to work with this company and with this company, and you have to give this company that and this company that. And because I was there. Just also because he's what we call, how do you call it? It's basically immune to anything, right? You can't get to him. Like, the court procedures can't get to him. Everything they try to do against him, everything falls through. And now when you were saying before, in terms of the independence and everything, in that case, in his case, I'm also wondering, because there were cases against him that on his face or on their face, they should go through and they didn't. So there's a question of whether there was some sort of a bias in his favor. Although the mayor of Ljubljana will not say that at the moment. Okay, no, but I'll tell you because He's currently under criminal investigation for exactly that reason. I'm sure it's again, there's going to be no outcome, but... Zdaj, tukaj imamo pravosodno ministrico, ne, to se mi zdi še posebej zanimivo, ne, torej osebo, ki je bila, dokler je bila na položaju, odgovorna za pravosodje in razlaga, kako pravzaprav se župana Ljubljane nič ne prime, celo primeri, ki bi morali iti skozi iz nekega nenavadnega razloga, niso šli, omenja pristranskost in celo še več, potem reče še zdaj je tudi v eni preiskavi in sem prepričana, da ne bo obsojen. In kar je mogoče še stopnjo bolj problematično, se v isti sapi hvali, da ima z njim odlične odnose. Ne? Ja, še eno potrditev, da v resnici v Sloveniji obstaja ta globoka država, tako imenovana, kar pomeni, da iste elite, ki nastopajo pač pod neko masko demokracije, pa nekega reda, v zadju delajo stvari na popolnoma drugačen način, ki je kriminalne, za moje pojme. Tudi odvetnica se je po mojem mnenju samo inkriminirala, ki je povedala, da je bila navzoča neposredno pri nekem pripravljalnem dejanju korupcijskega delikta. Ne. Mislim, to je neverjetno. Ne. To je neverjetno, ker ti ljudje, naprimer, če bi jih javno vprašal, katerikoli v teh tem, bi to vse strogo zanikali. Ne, to ni res, pri nas ni globoke države, pri nas je nič pod mizo, da zmenimo vse je transparentno. In tako, kot sem prej povedal, ne, to ni za poznavalce praktično nič novega. Ne. Teflonski Janković je znan vsem že leta in leta, tudi policistom, tistim, ki pa seveda ne preiskujejo teh stvari in se sprašujejo, kako je to mogoče. Prvič so pa insiderji povedali te stvari, tako da jih zdaj vsi državljani lahko odblizu vidijo, kako to v resnici poteka. In to je problem demokracije. Ne. Zdaj, zanimiv refleks vpletenih. Ne? Pri Dominiki Švarc-Pipan, pri Nini Zidar Klemenčič smo videli ta v bistvu nekak defenzivni pristop, se pravi najprej posnetki, potem neka racionalizacija, argumenti, da je premontirana stvar in tako naprej. Ne? Tretji akter, se pravi še nedavno šef državne skupine Gen Energija, ne, pa je Dejan Paravan nekako preventivno poiskal mesto v mediju 24ur.com, ki je bogato zalit z oglaševalskim denarjem tega istega Gen-I, ne, in napovedal, da prihajajo njegovi posnetki. Kako vidite to taktiko v luči dejstva, da je v bistvu zgodba o Gen-I-ju tudi nekako najmočnejša zgodba o Robertu Golobu?
Ja, to je preventivni ukrep, ne. Češ vem, da je neizbežno. Zdaj prepoznava modus in ve, da je bil pred kratkim z nekimi tujci, domnevnimi investitorji na enem kosilu, so jedli špagete in mu je popolnoma jasno, da se tole ne bo dobro sešlo, ne, in gre potem tako podobno kot skesanc. Veste, v kriminalnem mileju skesanc včasih pogrunta, da mu je najboljši izhod iz cele zgodbe ta, da se pač proda policiji pa tožilstvu kot nekdo, ki bo potem interna priča, ne, ali pa ki bo nekdo, ki bo z tega profitiral, ne, in minimiziral pač to, kar je sam v bistvu celi zgodbi naredil, ne. Zdaj preprečiti tega verjetno ta gospod ne bo mogel, ne, to bo zelo verjetno objavljeno tako ali pa drugače. Želi pa pač vnaprej minimizirati pač ta učinek te zgodbe. Če sem sam povedal, ne, da sem v tej zgodbi, da so meni ravno tako bogega reveža napel, po domač povedan, da so me navlekli na neko sting operacijo in s tem pač želijo pač to znižati vrednost. Se pravi, na eni strani se podarja nekaj, kar je definitivno nezakonito, tako da ne bomo imeli kakšne napačne predstave. Tajno snemanje ljudi brez privolitve njihove je v večini primerov nezakonito. Edina izjema od tega so nekatere novinarske operacije, če so narejene na način, da se tehtata v bistvu javni pa interes na eni strani v korupcijskih pa podobnih škandalih kriminala in na drugi strani interes do zasebnosti, ne. Še tole, eno bolj osebno pa manj strokovno vprašanje. Niste samo varnostni obveščevalni strokovnjak, ste pač tudi državljan, kot vsi mi, ne? Kako vam sedajo naslovi, jaz sem opazil delo.si pa 24ur.com, brali smo cel kup člankov, ki se niso spraševali po vsebini, ampak so imeli že v naslovu nepridipravi zlikovci nepooblaščeno posneli bivšo ministrico in podobno. Poklica je to za mene, ne. Objektivno novinarstvo bo pogledalo vse plati, ne. Če pa ti samo eno podarjaš, ki v korist eni strani, vse ostale zanemariš, je to pristransko plačano novinarstvo. Kaj ćemo drugega reči? Vi da to dobro poznate, ste svoha. Ravno to, ne. Mi smo zdaj, govorilo se je že večkrat o provizijah, ne, ampak mi smo zdaj konkretno zvedeli od odvetnice, ne, Nine Zidar Klemenčič, z Jankovićem je enostavno, ne, on samo rabi svojih 10% in potem je vse urejeno, še več, ne, celo sama razlaga, ne, da sta sicer, oziroma ne vem, to Dominika ali Nina, ne, ampak ena od njih razlaga, kako sta sicer upravna enota in občina ločeni, ampak da če imaš dobre odnose z županom, se lahko na upravni enoti stvari pospešijo, sicer pa se upočasnijo. Mislim, tukaj to je pravzaprav, ne, govorimo o razvoju v glavnem mestu, torej v glavnem mestu naše države, ne da bi dal 10% nekega vrednosti projekta županu glavnega mesta, enostavno ne moreš dobiti gradbenega dovoljenja. Torej, oziroma se to vleče v neskončnost, ne, mislim, da celo razlaga, kako so investitorji obupali, ne. To je načeloma potrditev tega, kar je javnost skrivno že dolg časa, ne. Zdaj, tisto, kar je za mene zanimivo, je samo ena stvar. A ti dve res v resnici to poznata, sta samo malo blefirali, da bi si rating v tem odnosu za plačljive usluge zvišali, ne. Ampak v resnici so pa to dosti dobre indikacije, da bi v neki resni demokratični državi v teh primerih imeli v tajnosti vzpostavljeno neko posebno preiskovalno skupino, task force bi rekli v angleščini, ki dela mimo vseh drugih policistov, tako da tega niti ne poznam, pa elitno skupino kriminalistov sestaviš, ki naredi dober načrt in oceni, kje bi se dalo nekaj narediti, se pravi pridobiti dokaze, kje ne, in potem začnejo v bistvu to delati, ne. Sam pri nas je pač stvar taka, da pri marsikakšnemu temu razvpitemu primeru se zgane sistem šele po nekaj letih, ne, in delajo hišne preiskave kot cirkus za javnost, ki seveda ne bo takrat nič. Zdaj, ko pravite, da vsebina v resnici ni nič, kar ne bi vedeli prej, ne, tu noter je popisana tudi ta napetost, ki smo jo lahko slutili med Robertom Golobom, Urško Klakočar Zupančič znotraj stranke ali pa recimo skozi posnetke zdravstvenega ministra tudi to nasprotovanje, antagonizem vlada, predsednica republike, ne, s precej vulgarnim nivojem komunikacije. Še nekaj smo slutili, pa imamo zdaj tudi črno na belem ali pa v ušesu, ne, in sicer velik vpliv prve dame. Tina Gaber Golob očitno premika marsikaj pri Robertu Golobu. Gremo mogoče še en posnetek najprej. Eno leto že popravljam njegova uslišena, kakor je po eni strani super po vse spelo, na drugi strani od uslišenosti nad Loredano, nad Bognersko, nad Juni, nad Sreči in potem se je pokvarjam premijski postavljanje nekaj. Jaz imam pun kurac, da sem sanitetni vod. Jaz nisem tako za to sem. Jaz sem mislila, da se stvari malo bolj preštetati. Da so malo bolj racionalni. Pa tega, ki za te države, to ne moramo delati samo odlično. Jaz sem nekaj povem, ne. Jaz iz dneva v dan dobivam dokaze,
ki me prepričujejo v to, da je Tina Gaber nastavljena. Nek nenavaden detajl, ki meni pade v ta kontekst, pa res ni neposredno vezan na vsebino posnetka, je nekaj, kar smo zvedeli pred dnevi. Torej, par Gaber Golob se je poročil lansko poletje, ne? In približno v istem času, kak mesec kasneje, je Tina Gaber Golob s svojim kreditom kupila svoje lastno ločeno stanovanje 70 kvadratov v Ljubljani. Ni ravno običajna zakonska zveza, bi rekel, ali pa dinamika, ne? Mogoče res, ampak tisto ključno vprašanje, odkje je ta denar, ne? Veste, ona res toliko zasluži kot neka vplivnica, jaz ne vem, če res taka vplivnica, to vi izmedijskih... Menda mesečni obrok 1500 evrov, nekaj takega. Ne, točno koliko je, ampak je to zanesljivo ena taka indic, ki je vzbuja neke sume v celi zgodbi, kako je to bilo narejeno, pa kdo je ta denar v resnici dal, ne? Saj lahko je dal on ta denar, jaz ne vem točno, kako je tole potekalo, ampak to, kar je za mene bolj v tej zgodbi pomembno... Vpliv na kadrovanje in tako, ne? Ja, ampak skoraj ne morem reči, da mi ni všeč, kar je Vesna Vuković povedala, ne? Žal mi je samo, ker ta gospa ni takrat presekala, ker se je to dogajalo, pa rekla stop. Pa ker še zdaj na nek način zanika, ne? V tej državi tako ne moramo delati, bomo to presekali, ne? Žal ne. Dobre, tisti del, ki je imela dostop do tajnih informacij, po mojem, da to se vlade nekako delajo do neke mere, ampak je še zmeraj to zelo problematično, medtem ko ostalo, kar je pa povedala, pa ne vem. Mislim, da se da z večino stvari takole kar strinjati, ne? Ker je povedala resnice, nekaj drugače ne bi. Če bo karkoli sprejena z te zgodbe, bo cela plejada ljudi v tej državi do smrti skregana med sabo za telih resnic, ne? Zdaj, Tina Gaber nastavljena in država se vodi po navdihu. Ne? To se, mislim, predvsem to, ne, kako razumeti, da je Tina Gaber, torej partnerka, osebna partnerka, gospa, ki se zelo rada, nekako tako se zdi, vmešava v vodenje države, pravzaprav nekako nastavljena premijeju. Se vam zdi to realno možno? Ne. Okay. Omenili ste še to medsebojno skreganost. Ne? Morda je to še en, prej smo govorili o implikacijah premikanja volilnega telesa, je tudi poskus morda destabilizacije v ponedeljek po volitvah, ko se bo treba meniti o naslednji koaliciji? Lahko je poskus, ker zdaj smo že slišali nekaj pač domnevne, da bojo to nelegitimne volitve ali pa kaj podobnega. Ne. Ampak ne vem, zakaj bi nekaj, kar je resnica, pa tudi če ni resnica, to ne bi smel imeti nobenega vpliva na kvaliteto, pa na se pravi volilni zbor, ne, ker ljudje se bodo odločali tako ali pa tako po nekih svojih kriterijih in če bo nekoga to imelo vpliv, bo drugač glasov, sicer pa ne. Ampak omenja se recimo ta romunski scenarij, ne, ko je recimo Ustavno sodišče v Romuniji razveljavilo predsedniške volitve in so jih potem ponavljali. Ne. Po domač povedan, vidite neko ambicijo kroga Roberta Goloba in njega osebno, da ustvarja neko podlago za izpodbijanje rezultata kasneje? Se vam to zdi možno? Ne, mislim, hipotetično, ja, drugač pa tako, kot sem prej povedal. To bi bila pa res, ker umsko pa izvedbeno zahtevna operacija, kjer bi rekel, ok, vse bo škoda, sem ta škoda bo neprimerno niže kot pa potencialna korist. Mislim, da ne gre za to, ne. Če bi bilo tole zdaj vse, kar se pač govori, ne, z te strani, ki je napadena, če še umetna inteligenca, potvarjanje, ne vem kaj še vse, res tako zelo resna in da bi ogrožala nacionalno varnost, ne, potem verjemite mi, da bi cel ta aparat zagnal že ta prvih 24 ur in bi vse te službe delale zelo intenzivno in bi se to videlo, ne, ker bi bile hišne preiskave, ker bi bilo zelo veliko v bistvu enega dela pa nekih rezultatov, tako je pa nekje to kar v senci, ne, se pravi sekretariat, snav se je sestav, ni se pa sestav snav kot celota, ne, kar pomeni, da nekega naboja, ki bi govoril o tem, da gre pa zdaj za ogrožanje nacionalne suverenosti strani nekih tujih akterjev ali pa po pomoči domačih, da tega pač enostavno te zgodbe ni. Poglejmo še komentar včerajšnji pravnega strokovnjaka Rajka Pirnata na vse skupaj dogajanje. Je po moji oceni tako slabo stanje glede etike in integritete v družbi, da lahko govorimo, da je Slovenija ugrabljena država. Danes sem bil zgrožen, zares zgrožen, ko sem poslušal. Že to je nekako osupljivo poslušati dame, kako lahkotno v bistvu neznanim ljudem klepetajo o teh rečeh. Sej res, nastavljena jim je bila past. Valjda so past, ampak zdaj imamo pa tam izjave, ki so bile rečene in ne morejo ostati v zraku. Ne morejo ostati kot, ja, to sploh ni nič važno, važno je, kdo je to snemal. Ne, važno je tudi, kaj je bilo s tem mišljeno. Nam lahko razložite še in gledalcev, kaj pomeni ugrabljena država, da govorimo o fenomenu ugrabljene države? Glejte, to ni pravni izraz, tako da to je neke vrste sociološki izraz.
gre pa za položaj, v katerem je obseg korupcije v družbi in v zlasti državnih institucijah tako velik, da obstoji nek krog, ki obvladuje vse te transakcije na principu, kot sta dami sami rekli, usluga uslugi, denar za uslugo in se smo gledali botra vsi. In to je že daven način poslovanja takih organizacij. Zdaj, botra, ne, smo videli vsi, gre za strukture, ugrabljena država, celo tudi recimo, če se spomnimo, Dominika Švarc-Pipan pravi, ne, Robert Golob je nastavil svoje ljudi iz GEN-I-ja v javno upravo, ti ljudje ne bodo kar tako zamenjani naslednji dan po volitvah, če tudi bi jih Robert Golob izgubil. Kako se recimo država sploh lahko izvije iz tega, bom rekel, stanja, narekovajih, ugrabljene države, ki ga omenja Rajko Pirnat? Prva stvar, dosež kritično maso javnosti, ki bo reagirala na vsako tako podobno situacijo, ne samo, češ vemo v senci, da se to dogaja, ampak to dopuščamo. Ljudje bodo morali biti v dosti velikem številu proti takim početjem, potem pa lahko zadeve spremeni samo nek politik novega kova, ki bo ne samo govoril o tem, da ne podpira korupcije, ampak bo tukaj tudi kaj naredil. In moral bo imeti svojo podporo, se pravi ekipo ljudi, ki so strogo pač istomišljeniki in ki bodo potem morali zaurati noter v ta sistem od vrha navzdol, ampak ko bodo dosegli za dosti visoko kritično maso v teh strokovnih službah, potem bo zadeva šla po inerciji sama naprej. Če vas pravilno razumem, nek napotek recimo volivcem pred 22. marcem naj ne iščejo rešitve za ugrabljeno državo znotraj duopola, se pravi samoumevnih izbir Golob, Janša in podobno. Skoraj se bojim, da je to res. Zdaj, kje je pa tisto odrešenik, ga pa jaz v bistvu v tem trenutku težko vidim, pa zaznavam. Predvsem pa bomo videli, kaj bo prinesla v bistvu potem praksa kogarkoli, ki bo stopil. Veste, kaj je edino orodje? Eno dodatno orodje vsega tega je definitivno striktna medijska kontrola, objektivna, ne? Pa mogoče še v bistvu ne onemogočanje takih ljudi, kot je nepridiprav, ampak v bistvu sprejemanje, ker te ljudje res nima nekega posebnega interesa, razen da jim gre korumpirana oblastna živce. Dva odziva bi omenil v kontekstu Rajka Pirnata, ki sem si jih shranil. Dejan Steinbuch pravi, prisluhi so res da nezakoniti, ampak obenem razkrivajo vso gnilobo nekoč najuspešnejše tranzicijske države, zgodbe o uspehu, resnici ena sama korupcija in drugo, zelo podobna poanta, Leo Oblak, nekdanji medijski lastnik. Problem ni, kdo vas je posnel, problem je, kaj govorite in kaj počnete. Logika, da je zato, da ohraniš oblast, dovoljeno kršiti vsa pravila, moralna in druga načela, ne bi smela spadati v članico EU, se strinjate? Absolutno se strinjam z mojim nekdanjim profesorjem z pravne fakultete, dr. Pirnatom, pa absolutno ne. Sicer sem to omenil tudi že na enem od telih pogovorov za eno od televizij, da v resnici z tem, da je bilo nekaj nezakonito posnet, ne moreš oporečati vsebine. To sta dve različni zgodbi, obe vredni preiskovanja. Če bi pa zdaj v bistvu tukaj sam en problem, tile akteri, ki so to posneli, niso novinari. Če bi bili to novinari, bi bila to drugačna situacija, bi tudi povedali, ker je to novinarski interes. Mi smo nastavili to operacijo in evropska praksa, oziroma praksa Evropskega sodišča za človekove pravice na tem področju bila zelo jasna. Če je javni interes po razkrivanju umazanije, politične, ekonomske, korupcijske, nadvlada na tem interesu teh ljudi do njihove zasebnosti, potem to ni problematično. Ne? Zdaj, morda v povezavi že delno z drugo temo tega tedna, pa vendar še eden zadnji izsek iz prisluhov, ki sva ga pripravila za ta del, ki kaže pa še, bom rekel, poslovno-korupcijski vidik. Poglejmo še tega. Ne? Barbara, Slavek mi je povedal direkt, kje je Alenka Kraga. Ja? Preko Perna iz Štajerske izvaja nadzor na drugem tiru. V dneh, celo kakšen teden ali več pred tem posnetkom smo na Zanima.me ravno objavili tekst, kjer smo namigovali na provizije znotraj infrastrukturnega ministrstva, tudi celo citat, ki naj bi ga krog Alenke Bratušek domnevno izrekel, in sicer, da lahko ob provizijah, ki so se nakapljale v teh 4 letih, kako že z nogami na mizi do klinične smrti gledajo Jadransko morje, nekaj takega, naj bilo rečeno v ožjem krogu, kar mene impresionira, zdaj že kakšen teden dni po objavi tega prisluha,
kje ima Alenka Bratušek kakšno hišno preiskavo? Verjetno bi se to... To meni ravno tako impresionira, zakaj se nič ne zgane, čeprav je to v bistvu glas, ki preko javnosti pa preko novinarjev dosegel vse. Ne. Seveda tudi tožilstvo in tožilstvo mora po uradni dolžnosti reagirati v takem primeru, ko do njih pride notorični glas o potencialno storjenem kaznivem dejanju. Zdaj, verjamem eno stvar, policijske službe so se zdaj verjetno že zganile do te mere, da ocenjujo, kakšne so realne možnosti, da gre v resnici, ker to je lahko tudi gostilniška tračanje. Se pravi, na temu, če ne boš resno pristopil k celi zgodbi, ne moreš kar takoj vsekati za neko hišno preiskavo, vendar pa če oceniš, naprimer, skozi navezne okoliščine, ne, kdaj, kje, kaj ne bi se dogajalo, katere firme so vključene, pa zelo hitro se stavi sliko, v kateri potrdiš ali povržeš verjetnost, da bi to lahko bilo res narejeno. Potem moraš začeti pa preiskovati, ne, ni časa za neke početke. Prej sem omenil, ne, da glede na vse to, kar smo do zdaj videli pa slišali, bi v recimo marsikakšni zahodni državi imela policija že formiran tajni task force, ne, se pravi delovno skupino, ki je izločena od ostalih, se pravi ne deli teh informacij, kaj so se naučili, kaj so spoznali vsemi drugimi, da gre to potem v javnosti in naredi svoj posel najprej za mizo v pripravljalni fazi, v analitskem primeru, potem pa v bistvu začnejo delati aktivnosti po standardni proceduri, se pravi hišne preiskave, pogovori, iskanje dokazov, dokumentiranje in podobne stvari. Ne vemo pa, če to že obstaja ta trenutek. Ne vemo, ne, zato ker v bistvu vidite sami, ne, da včasih, kaj pa sem kakšna hišna preiskava je dober novinarsko pokritek. Ja, kakšne pa tudi malo manj, zanimivo glik pri tem. Veste, jaz načeloma sistemsko svojim nekdanjim kolegam popolnoma zaupam, ne, ker če imaš ti nekje na vrhu nekoga, ki ima neko skrito agendo, ne, vseh ljudi ne morete imeti na isti strani, jaz poznam celo plejado zelo dobrih profesionalcev, ampak potem imaš pa situacijo, da jaz tole Vesno Vukelić do neke mere razumem. Ne? Če bi ona takrat s katerokoli od teh stvari šla v javnost, bi bila, nam rekel, da pokojna, ker to delati v Sloveniji še nismo, ampak nemogoče na celi fronti pa absolutno ne. Ko ravno govorimo o teh mehanizmih, ne, oziroma ostalih okoliščinah, koščkih sestavljanke, ne, ki so katerega zgolj del je en ta posnetek, ne, torej cel mandat gledamo recimo prenovo železniških postaj, ki so presenetljivo drage, ne, in se nič ne zgodi. Ne nazadnje na Darsu smo videli kar nekaj serijo enih podražitev od Karavanškega predora do poslovne zgradbe, ki jo je gradil Dars, spet zaenkrat še nobenih nekih konkretnih posledic. Ne. Na drugi strani novinarji dobivamo, bom rekel, te informacije, ki so pa zaenkrat bile toliko nepreverjene, da jih težko zdaj objavimo, ne, v smislu o teh provizijah, ki se pač dogajajo. V resnici metoda preiskovanja tega zelo enostavna, follow the money, ne. Ampak ne samo med dvema, ampak vse posrednike vmes. Pa če hoče to policija preiskovati, ima pa pri nas v bistvu relativno zavezane roke, ne, ker to so operacije, ki se mi reče metode posebnega zbiranja, posebne preiskovalne metode. Ne. In bi bilo zelo težko dobiti v Sloveniji neko odredbo, ki bi omogočala naprimer sistematično delo leto ali pa dve, ker bi bile te sting operacije v bistvu vključene noter v zgodbo, ampak bi jih policija izvajala. Pri nas bi to prikazali kot v bistvu nedopustno preiskovalno delo in na drugi strani bi to povzročil cel vihar v bistvu pač nekih vprašanj o kršitvi človekovih pravic in sodišče bi zelo težko v bistvu dalo policiji pooblastilo, da te dolgoročne sting operacije izvaja, ampak to bi bil edini način, ne, da se potem zadevam pride do dna, ker takrat pa ne more zanikati. Takrat je pa policija z odredbo to posnela. Morda je zanimiv še ta koncept, kako se to sploh dogaja, ne, pravijo naši viri, ne, se pravi, da recimo glavni izvajalec, naprimer kolektor v primeru drugega tira ali pa kdorkoli je že glavni izvajalec del, naroči nekemu manjšemu podizvajalcu, recimo v tem primeru se govori o tej firmi Mint Engineering, ne, ki izvaja super nadzor, 2 TDK-ja sklene posel, potem pa ta Mint Engineering poišče nekega lokalnega obrtnika, ki sicer veliko posluje z gotovino, ne, tako da je itak že v bistvu dvojni interes tega obrtnika, da je dobil pokritje za to. Če ne bo dobil posla, če ne bo plačal z gotovino. In na drugi strani, da on tudi lahko to, spravi, on veliko te gotovine pri sebi ima, tako da niti ni teh dvigov, recimo iz bančnih računov, ne, po eni strani, po drugi strani on to gotovino dobi recimo na črno in je ta fiktivni posel zdaj pokritje za to gotovina pa potem preko posrednikov odteka k recimo tem ključnim odločevalcem. Meni leta nazaj, ko sem še delal v kriminalistični policiji in dober znanc, ki je bil tornakar.
natančno opisal, kako zadeva poteka, točno po tem principu ste ga vi opisal in je povedal, da mora dati določeni osebi, ne, to je gotovine, ne, sem rekel, zakaj mu pa daš, je prav zato, ker če mu ne dam te gotovine, jaz ne bom imel posla in bom propadel kot firma. Rekel, super, dobro si mi ti to povedal, ampak ti veš, komu si to povedal, ne, ja prav vem, ja. Sem rekel, jaz bom tole mogel napisati, rekel, tudi če boš, če me bo kdorkoli poklical, da bom jaz to potrdil, bom rekel, da ni res, da lažeš, da pa ti delaš s tem, kar hočeš. Ne. In se je spol premislil pač v tem smislu, lahko napišem kot nek modus, ne bom pa človeku pomagal uničevati življenja, zato ker ni imel nobene posebne izbire. Ne. In pri nas je problem v tem, da vseh teh velikih gradbenih poslov mrgoli teh posrednikov. Ko bomo imeli v Sloveniji firme, ki bojo lahko dobesedno s svojimi resursi speljale nek posel, ne bojo rabile neke silne, velike variante, pod inženirjev pa podobne stvari, potem bomo imeli denar potrošiti za te projekte. No, ko ste ravno to omenil, ta teden smo imeli mišljeno je bilo kot velik predvolilni spektakel, izpadlo je sicer bolj klavrno, domnevno odprtje drugega tira, ki to ni, ker vemo, da uporabno dovoljenje bo globoko v letu 2027. Jaz osebno, ko sem slišal premierja Goloba, ki pravi plod domačega znanja, sem takoj dobil v ušesih prevod in plod domače korupcije, avtomatično. Ne. Se strinjam, ja. Kar pa moramo na tej točki še našim gledalcem povedati, pa je, da greva v zakulisje logistike in tehnike, kar se nastanka prisluhov in posnetkov tiče, tudi v posebni epizodi za naročnike in podpornike Safari Special. Ne? Ja, tako je, pridružil se nam bo pa strokovnjak za te stvari Niko Gamulin. Ne? Tako da ne zamudite jutrišnje sobotne epizode za naročnike in podpornike prav na to temo. Ne? Ampak, nakazala sva pa že, kam greva v nadaljevanju epizode. Tako da, evo, gospod Rupnik, najlepša hvala za te odgovore, za ta pojasnila, za te uvide, kot tudi nekdo iz bolj tega obveščevalnega miljeja, ki se na te stvari nekoliko bolj spozna kot midva. Ne? Zdaj pa predlagam, da pogledamo še video, ki nekako uvaja naslednjo temo, ki si jo že napovedal. Ne? Še 2 zavoja in smo ven iz tunelov. Dobar dan. Danes je fantastičen dan. Slavimo velik uspeh naše države, zgodovinski dogodek. Še noben tako velik projekt v naši državi ni končal v finančnih okvirih, kot je bil pred 6 leti načrtovan. Pejte stran. Ja. Sama vožnja, sama po sebi, ne, je stala samo toliko, koliko smo mi morali dejansko najeti vlak. Peter, najprej bi jaz na ta bizaren zadnji posnetek, na ta ples in vriskanje Alenke Bratušek. Mislim, da smo mi tudi v kontekstu posnetkov, o katerih smo govorili v današnji epizodi, že obširno daleč čez točko, ko bi se morali začeti spraševati o karakterni, pa tudi psihofizični primernosti naših politikov za upravljanje svojih funkcij. Namreč, če vzameva neka dejstva, ne, da ti v zanosu, v neki euforiji poplesuješ kot pristojni minister po tirih, zraven upiješ leto dni, preden naj bi proga dobila uporabno dovoljenje in dejansko zaživela, potem se jaz sprašujem, v kakšnem mentalnem stanju se nahajaš dejansko. To je prvo, pa bova še šla v detajle. Ja, prvo in na to bi jaz navezal drugo, ne, v smislu za to vriskanje, ne, če se spomniš, v eni od prejšnjih epizod sva omenjala številko 6 do 7 milijonov. Ta številka je zdaj že narasla, ne. Se pravi, 6 do 7 milijonov je bilo nekje dodatnih stroškov, da so tire predčasno položili, ne, na celotni trasi. Ampak ne, zato ker je bilo treba tako nasilno tire nujno položiti na celotni trasi, pravzaprav so sistem za nadaljevanje projekta otežili. Namreč prej so lahko po tistem delu trase, kjer tiri še niso bili položeni, vozili tovornjaki, zdaj bodo morali material za dokončanje vsega ostalega, kar bodo še naslednje leto delali, naložiti v Divači in pripeljati to z vlakom, ne, kar bo spet zadevo podražilo. Ne. Če se ne motim, smo zdaj že na številki nekje okoli 10 milijonov. Ne? Mislim, da smo skupaj presegli 20 milijonov in to, kar je rekel šef 2 TDK-ja, to je čisto zavajanje oziroma to je laž v resnici. Meni je samo žal,
da se nahajamo na splošno v času popolne odpovedi mainstream medijev. Recimo edini medijski projekt, ki zame v mainstreamu še brca in opravlja svojo nalogo, je tista večerna oddaja Uroša Slaka na 24 ur. Drugo je popolna paraliza, namreč novinarka bi mogla ob tem, da je edina cena tega dogodka cena najema lokomotive, ki je itak iz enega žepa v drugi, vprašati po zdravju direktorja 2TDK. Prva postavka si omenil 7 milijonov za pospešitev del, da je bilo sploh možno provizorično se pelati za 15-20 km na uro. Ne? In zdaj drugo to, kar omenjaš, ker ni več možno materijala, ker je pač povsod samo še tir, dovažati direktno na lokacije z kamioni, imaš samo še preko tirih, kar pomeni še en pretovor, ki ga prej ni bilo. Ocena virov, ki se spoznajo na to, je, da bo to v enem letu do tiste pridobitve uporabnega dovoljenja dvignili še dodatno za 10 do 15 milijonov. Se pravi, cena tega slabo izpeljanega predvolilnega kvazi spektakla je tam 20-21 milijonov evrov, pa po mojem še nismo rekli vsega. Seveda ne, zato ker recimo, če upoštevamo že samo dogajanje, ne, torej, ki se je v sredo dogajalo, torej na Primorskem, ne, že kot prvo je bil plan menda, ne, da naj bi se vlak začel v Divači, potem na tej točki, kjer smo lahko videli to dogajanje s stopnicami, ki jih je bilo treba premakniti, ne, potem sprejemom za ostale medije. Smirila sta se mi dva delavca, jaz mislim, da je to verjetno ŽGP, to železničarsko gradbeno podjetje, ki sta na koncu mogla za jaro gospodo, sta zgrešila pač vrata, kjer bojo šli ven, ne, sta na koncu mogla še ta oder improvizirani nesti od točke A do točke B. Nekaj sekund preden je premier izkorakal. Ja, no, na račun torej, te predvolilne zabave, torej smo imeli orang pogostitev, ne, torej za Kusko v Kopru, na to še koncert Mambo Kingsov, ki je bil izjemno slabo obiskan, ne, mimo grede Mambo Kingsi so skupina, ki so peli na Golobo in na poroki Golob Gaber. Ne, pri čemer je zanimivo, ker so zelo priljubljena skupina, pa vendarle zelo slaba udeležba na tem predvolilnem koncertu v Kopru. Praktično nikogar, par filmcev, 20-30 ljudi. Tako da to, ampak vse to je plačal 2TDK, ne, kot predvolilni šov Svobode, pri čemer ne, so tako hiteli, ne, da so menda še potrgali prejšnji dan neko električno napeljavo in kup še nekih količkov in ne vem česa vsega. Skratka, informacije, ki prihajajo o tem drugem tiru iz različnih koncev, so nore. Še nekaj bi opozoril najne gledalce in to je, jaz mu bom rekel, severnokorejski predvolilni refleks. Namreč, jaz verjamem, da premier Golob tudi sam ve, da smo tako pozno in tako globoko v predvolilni kampanji, da to, da on tam nek nedokončani drugi tir odpira skupaj z Bratuškovo, nikogar več ne premakne, nikamor v smislu volilnega telesa, morda celo koga upam od žene, ne? Ampak gre preprosto za, se kasneje bova še o tem velikem srečanju 1 na 1 na podcastu Ideja Golob Janša, ne? Tam je bila strani Janše uporabljena beseda, da Goloba v politiki poganja inat. To naši južni, nekdani sopotniki v skupni državi uporabljajo kot zarotil sem se, da marca letos tik pred volitvami odprem drugi tir, čeprav de facto Robert Golob ta proga vsaj še eno leto ne bo odprta. Tako da res ta manipulacija, ne, da je to zdaj sklenjen tir, ki praktično deluje, je res severnokorejskega tipa in celo tega ne bova kazala, je pravzaprav preveč teh bizarnosti. Pojavil se je uradni spot 2TDK, na katerem so nekatere sekvence, ko gledaš to lokomotivo iz ptičje perspektive, umetno pospešene. In spomnil se boš zakaj, ne? Pred tednom dni sem rekel, da Bratuškova hoče iti 80 na uro, no in ker so šli 25, je bilo treba umetno ustvariti efekt, da se vozijo z neverjetno hitrostjo. Ne? Ja, in zanimivo, ne, pravzaprav ta vožnja celo, bi lahko rekli, bila ilegalna. Ne? In, zdaj smo šele pri glavnem formalnem problemu. Pristojni pravzaprav niso niti želeli podpisati te pogodbe. Ne? Podpis pod elaborat za ta prevoz, ne, je tudi ena svojvrstna zgodba. Ne? V članku, ki je šel en dan, preden so tole na silo odpirali, ne, v narekovajih, smo omenili, da bo na koncu vodja gradbišča podpisal, ker direktor ŽGP Žagar tega ne želi. No, tudi vodja gradbišča po zadnjih informacijah tega dovoljenja za protokolarno vožnjo ni podpisal. Zdaj, trenutne informacije, s katerimi razpolagamo, dobro obveščenega vira, je, da je nastala neka kvazi izjava na podjetju SŽ Infrastruktura, ne vem točno, kaj naj bi noter pisali,
pod katero se je moral na koncu, ko so že vsi izbežali stran od te organizacije, ne, podpisati celo sam generalni direktor Slovenskih železnic. Tako daleč je to šlo. In moram reči, ne, da smo bili kirurško natančni, napovedali smo 12 potnikov, mislim pa, da ko sem štel ljudi, ki kapljajo skozi vrata, jih je bilo 14. Tako da, za to manjšo napako se pa opravičujemo. Mislim, zdaj smo celo sami špekulirali, da bodo kakšnega dodali ali pa odvzeli, ne, ampak ravno ko si omenil ta severnokorejski pristop. Ne? Torej, severnokorejski pristop, da ne bi na tej vožnji kdo skvaril te idile, ne, ki se je ustvarjala. In morda Alenka Bratušek povprašal tudi kaj o tem, recimo, da Vesna Vuković pravi, kot smo lahko že v začetku oddaje slišali, da Alenka krade, ne, so spustili torej na vlak izključno in samo enega novinarja Televizije Slovenija in eno novinarko Pop TV-ja. Ne. To je bilo vse, vsi ostali so lahko pač čakali tam poleg tistih provizoričnih stopnic, ne, ki so jih morali predstavljati. Ja, skrivnosti, ki jih mora ta vladna kompozicija čuvati, da skuša nekako preživeti do 22. marca in upati na ponovitev mandata, je veliko, ne, in ni samo drugi tir, je tudi, če ne še bolj, GEN-I. Okrog tega se bo v naslednjih minutah najna razprava kar precej sukala, namreč 2 primera imaš, ne. Šli smo v obsežno analizo, dobili smo namige virov, da je GEN-I tik pred prodajo in da se v bistvu, kot je človek lahko, ne, malo bolje obveščeni človek, domneval, da se Golob 4 leta ukvarja v glavnem s tem, kam se bo vrnil, ne, so se te indici tudi potrdili. Tule so družbene pogodbe Gen Energije, GEN-I-ja in fikus družbe fiktivne GEN-L med leti 2016 in 2026. Vse to smo preučili in ugotovili naslednjo stvar, da je po eni strani Gen Energija, to je v letnem poročilu 2024, prenehala obvladovati oziroma v bilancah konsolidirati GEN-I s 1.1.2025. Izrecno tam na strani 211 piše, ne obvladujemo več, ne, ko gre za GEN-I. In drugo, bila je dolgoletna ekskluzivna pogodba med Gen Energijo in GEN-I-jem o dobavi električne energije prav tako prekinjena, kar v bistvu ti kaže, da po eni strani je sicer ta pogodba, da mora 2/3 elektrike iz nuklearke prodati Gen Energija preko GEN-I-ja, pomenila neko glavno premoženje nekdanjega Golobovega podjetja oziroma podjetja, ki ga je vodil, ne? Po drugi strani pa so prekinitve takih pogodb tudi signal pretrganja popkovine v smislu GEN-I-ja za trgovanje znotraj skupine ne potrebujemo več, torej med vrsticami tiha privatizacija tik pred volitvami. Ne? Zdaj poslali so nam potem iz skupine odgovor, kjer to zanikajo, po drugi strani sami v tem odgovoru napisali, da ne obvladujejo družbe GEN-I in še huje, kot bova pokazala kmalu, ne, Golobu se je, to pa je mojstersko Janez Janša izvlekel iz njega na tem pogovoru 1 na 1 na podcastu Ideja, zareklo, da je bil leta 2021, ne, preden je vstopil v politiko, GEN-I še državno podjetje. Kaj je potem zdaj? Ne? Potem je naša teza, da ga privatizira tik pred volitvami za svoje zlato padalo pravilna. Ja, in pravzaprav ni to zgolj indic zadnjega časa, ne, pravzaprav se že od celoten mandat, ne, se omenja, da pravzaprav kar resnično Roberta Goloba v tej politiki, ne, na tej funkciji zanima, je torej privatizacija GEN-I. Poglej, in cel kup čudnih stvari. Na vrh Gen Energije je bila pozno v letu 2025 imenovana teta Tine Gaber Golob Nada Drobne Popović, ne, ki je pač predsednica uprave 50% GEN-I-ja, recimo, če gledaš po lastniškem deležu. Ne. Na drugi strani je predsednik nadzornega sveta Gen Energije Žiga Debeljak, ki hkrati vodi še SDH, ne, in je izbranec Svobode, spet nekdo... Z podaljšanim mandatom, ne, že 1 leto pred koncem. Ne, in to je ta zaprt krog, zdaj se boš pa spomnil posnetka Dominike Švarc-Pipan, ne, ko razlaga pač nekim domnevnim tujim investitorjem, da se na GEN-I-ju nič ne more zgoditi brez blagoslova predsednika vlade osebno, kot je rekla, nekako še vedno vodi GEN-I iz ozadja. Ja, ne odprto, ampak ne odprto, ampak iz ozadja, ne, in kot doda, ne, spet smo tukaj, ne, je vse skupaj ena velika
družina, ko gre za pač vladajočo kliko znotraj Slovenije. In poglej še nekaj, v bilancah GEN-I-ja je 211 tam nekje, plus 210 plus milijonov dobička, od tega 183 milijonov dobička zadržanega iz prejšnjih let. Kaj to pomeni, da prevedemo preprost jezik, ki ga bo razumel vsak? To pomeni, da je leta in leta država preko Gen energije, ravno preko ljudi tipa Debeljak, Drobne Popovič, dopuščala, da se ta dobiček ne uporablja integralno, ne, torej se z njim ne razpolaga državni proračun Republike Slovenije, pač pa da se kopiči na podjetju. In kaj se bo na koncu z 200 milijoni zgodilo? Ja, nekdo jih bo odpeljal v privatne roke. Glede tega, kdo? Spet zanimiva naključja, Dejan Paravan lansko jesen odide brez konkurenčne klauzule iz vrha Gen energije v konkurenčno zasebno podjetje Engen in ravno Engen se zdaj omenja kot potencialni kupec polovice GEN-I-ja. Ja, se pravim, Dejan Paravan mimo grede, poročna priča Roberta Goloba. Ampak pri prejšnji poroki. Ne? Tako da spet smo v teh, ne, se pravi, imamo Roberta Goloba, imamo Tino Gaber, ne, na čelu Gen energije je teta Tine Gaber, Nada Drobne Popovič, na čelu Engena je Dejan Paravan, poročna priča Roberta Goloba. Ne, in na čelu SDH-ja, ki je lahko tudi pazi neka varovalka, kadar bi bili sumi kaznivih dejanj, nekega sprožanja odškodninskih in kazenskih odgovornosti, je Žiga Debeljak, katerega skupščina je vlada Republike Slovenije, torej Robert Golob, ne, in ve se, da ga je izbrala Svoboda za to funkcijo. Direktor GEN-I-ja je pa Max Helbel, ne, to je ta, ki nič ne naredi brez blagoslova Roberta Goloba, njegova žena, Barbara Kolenko Helbel, pa je generalna sekretarka vlade. Skratka, jaz mislim, da če prej ne, je zdaj, ko sva to razložila, postalo čisto vse jasno. Ne? Vse ostane v familiji. In glej, potem spet spomnem, ne, na vprašanje Dominiki Švarc-Pipan, torej, ko Golob odide, bo izgubil vso moč in vpliv nad tem deležem v energetiki. Seveda je pravilen odgovor. Ne. Ljudje ne bodo zamenjani. Neformalni vpliv ostane. In s tem, ne pa z vodenjem države, kot je ugotovila Vesna Vuković precej ad hoc oziroma, kako je že rekla, po navdihu, ne, predvsem se je 4 leta ukvarjal po 15 ur dnevno, kot smo tudi slišali iz prisluhov, z GEN-I-jem. Ja, ne, pri čemer smo pa lahko na iDay slišali, to je pa tudi posebna zgodba. Ne. Kako je kot direktor GEN-I-ja pa on skrbel, vračal te dobičke družbi, ne, delil med zaposlene in družbi, vračal vse to, ne, pri čemer se je seveda izplačeval milijonske nagrade. Bova pokomentirala to nenavadno posebne vrste soočenja na podcastu Klemna Selakoviča, pa vendarle ta del, kjer je pa treba priznati, kjer se vidi rutina politika kova Janeza Janše, ne, tudi treba reči, da v smislu politične komunikacije je tule obrtno vrhunsko izvabil iz Roberta Goloba nekaj, kar ga v predvolilnem času inkriminira. Namreč cel teden so različni lobisti, njihovi PR oddelki, tudi vrh Gen energije z 2 podpisoma, Nade Drobne Popovič in poslovnega direktorja, dokazoval, da je država še vedno ekonomski lastnik, ki ima odločilno besedo v GEN-I-ju. In potem Robert Golob sam reče, da je to situacija stara približno 5 let in da danes ni več tako. Poglejmo to izjavo. Direktor državnega podjetja, ki je bil v državni lasti. Leta 21 je bil državni lasti. In vam je potekel mandat. Vse to je res. Skratka, leta 2021 je bil GEN-I v državni lasti. Ne? Se pravi, tempi passati bi rekli tam za mejski kolegi. Popravil ga je, ni več. Takrat je bil, zdaj pa ni več. Tako nekako zaznati iz tega, kar je Robert Golob tukaj povedal. Ja. Sicer, če greva malo na splošno pokomentirati, preden pokaževa še par klipov iz ideje, ta podcast. Rekel bi, prvo forma, je bila drugačna, ampak sej ta podcast ima svojo specifično formo, kjer morda ni tako zelo jasno določeno že na začetku, pogovarjali se bomo o naslednjih 7 temah, pušča sogovornikom nekoliko več prostora, da sami določajo tok, pa vendarle. V smislu predvolilne odločitve je bilo po mojem precej malo dodane vrednosti. Odpeljala sta Janša in Golob, kakor sta sama znala in se
morda soočila ali pa udarila na 3 vsebinskih nivojih. Eno je politični revanšizem in kadrovske čistke po prevzemu oblasti in tule jaz volivcem rečem, da med Golobom in Janšo absolutno ni razlike v tem. No, jaz bi te sicer popravil, ne? Golob je čisto še malo bolj temeljito od Janša. Ja, in jaz te dodam, zakaj, ker ima Janša bolj nesposobne ljudi okoli sebe kot Golob. Samo v tem je razlika, v želji pa absolutno ne. Druga stvar je potem ekonomski program. Tu so pa dejansko edine otipljive razlike med obema. Eden bi do vratu in do nezavesti obdavčil Slovence, drugi vendarle govori o poslovnih razbremenitvah, o dvigu standarda za ljudi, za obrtnike in podobno. Skratka, o višjih neto dohodkih z manj davčnega primeža. No in potem je tretje, ker je nesporno tudi treba priznati razliko, geostrateško pozicioniranje, zunanje politično pozicioniranje Slovenije, kjer smo pod vladami Janeza Janše nekje na liniji ZDA, NATO, integracije, Evropska unija, ne? Z Golobom pa bližje Srbiji, Rusiji in Kitajski. Ne? Ja, zdaj, jaz sem opazil recimo to, da prvih 15 minut so se pogovarjali v glavnem o tem, kaj predstavljajo podcasti, ne? Kar je po svoje zanimivo. Ne? Mislim, da se je prvič, da se je tako visoka politika pravzaprav dejansko jasno opredelila, ne, in jasno povedala, da pravzaprav so podcasti, ne, prihodnost tistega, kar odloča volitve. Ne. Tukaj smo lahko včasih presenečeni, da morda še kakšnega drugega, ki je tudi precej vplivan, ne, wink smo poslali vabilo, nista želela priti gospoda, ne, tudi posamezno, ne, pa vendar. Ne. Potem bi opazil to, da recimo so bila vprašanja voditelja precej kamilična, recimo, ne, ena velika debata se razvila okrog elektronskih volitev. Kar je že v začetku, kar ubilo ritem v bistvu. Ne? Ja, hkrati smo pa lahko, je bilo pa zanimivo videti pravzaprav še eno razliko, ki je pa ti nisi omenil med Janezom Janšo in Robertom Golobom, ne? Medtem ko je Janez Janša izrazil pravzaprav dvom, ne, na celo v legitimnost oziroma v izvedbo volitev, kot jih imamo trenutno, torej na papirju, in še koliko večji bi ta dvom bil, če bi bile pa zadeva elektronsko, ker v resnici pri elektronskih volitvah je problem, ker je treba, ne, zdaj pri banki pa pri ostalih storitvah je simpel, ker pač ti potrdiš identiteto, ne, in to se da zagotoviti, ne, zagotavljati pa, da zagotoviš anonimnost glasu in preverljivost glasu je pa elektronsko zelo težko, ne, tako da zato tudi to ni še tako zelo razširjeno, ne. In potem seveda sta se pa nekako pičila v nekih teh ideoloških, bom rekel, pogledih, ne, oziroma niti ne ideoloških, ampak tako nekih mnenjskih, ne, oceni drugega, ne, ko sta gledala potem te sanje in tako naprej. Ne. Česar nisem rekel še, ne, je, da smo v bistvu s tem soočenjem na ideji vstopili v eno tako mini obdobje teh 1 na 1, v ponedeljek pri Petri Krčmar na Pop TV, to bova tudi midva s posebnim komentarjem pospremila in potem menda sredi tedna, vsaj tako je bilo napovedano še pred časom, tudi na Planet TV. Kaj hočem reči? To so tipični pogovori, ta morda še najbolj, ker sta bila bolj kot ne prepuščena lastni dinamiki, ne, ki ustvarjajo to dinamiko duopola. Če gledaš to 2 uri in približno toliko je stvar trajala, ne, dobiš občutek, da v Sloveniji politično obstajata Janez Janša, Robert Golob in da sta sama in da ni nikogar vmes. Ne. In v resnici v tem kontekstu to obema od njiju zelo ustreza. Tako je. Pravzaprav oba delata na tem že celotno kampanjo, da se pravzaprav ostalih alternativ ljudje niti ne bi dotaknili, ker bi jim vnaprej ustvarili vtis, da imamo v tej državi pravzaprav samo 2 izbiri na volitvah. Greva naprej, poglejva naslednji klipi za ideje. Mislim, da je ta na konto tega revanšizma, sodelovanja, čiščenja po volitvah. Politiki se pričakuje, da vedno govoriš bolj ali manj politično všečne stvari. Če ne govoriš politično všečnih stvari, takrat na nek način ne prideš dobro skozi. To je omejitev, ki je mene izjemno utesnevala, cel mandat, in sem komi čakal, da prije do kampanje, ko bom lahko odvrgel ta, če želite, plašč politične všečnosti in začel govoriti spet o stvareh, o katerih razmišljam, katere sam verjamem in katere so del moje osebnosti. Tako da govoriti, da se politiki ne pretvarjajo, to je laž. Politiki so se dolžni pretvarjati, ko imajo javne nastope. Mislim, to je zame osebno, videli pa smo izjavo izvajanja Roberta Goloba o iskrenosti v politiki, ne, oziroma o pretvarjanju. To je zame ena od bolj kontroverznih izjav v tem približno 2-urnem pogovoru.
da ima politik dolžnost, da se pretvarja, ko ima javni nastop. Ne? Sej, kot pravi sam, ne da nismo slutili v 30 letih, da gledamo cel kup pretvarjanja vseh političnih opcij, ne? Ampak vendarle, da to nekdo pove kot neko vrednoto, da je to v bistvu norma za politika, da se pretvarja pred ljudstvom, to pa mislim, da je dejansko tudi karakterna poteza Roberta Goloba, ne toliko samo objektivno dejstvo. Mislim, rekel bi še več, ne? Mi zdaj že nekaj časa opozarjamo, da karkoli Robert Golob pove, ga ni mogoče vzeti resno, ker se laže oziroma ker pač tega ne misli resno, kakorkoli. Pravzaprav je zdaj sam povedal, v bistvu, dragi ljudje, 4 leta sem se pretvarjal, 4 leta sem se izmišljal, pravzaprav 4 leta sem govoril kar nekaj in zdaj sem blazno srečen, kot kao tega ne delam več. Ne, pričemer je tudi ta izjava del točno tega istega pretvarjanja, ki ga je prej opisal. Iskren bom pa z vami samo zdaj teh 14 dni, 3 tedne, ko poteka kampanja, come on. No, pričemer pa kaj, če bo pa še enkrat izvoljen, bo pa še 4 leta lagoval. Ta logika je res nora. Bi samo nekaj omenil, jaz mislim, da bo to bolj kot iz tega klipa, kjer gledamo Roberta Goloba samega, razvidno iz naslednjih 2. Ravno zato povem vnaprej, dajte biti pozorni na postavitev teh tretjin. Torej v sredini je voditelj Klemen Selaković, potem je bil levo postavljen Janez Janša, desno Robert Golob. Ne? In če gledaš, ne, je v bistvu, ko je Robert Golob v naravi, v tistem prostoru gledal Janeza Janšo, nas gleda ven iz ekrana. Ne? Ko je Janez Janša pogledoval proti Robertu Golobu, medtem ko je ta govoril, spet smo dobili postavitev, da Janez Janša gleda nekam ven iz ekrana. Ne? Če bi torej ideja produkcijsko samo obrnila čez os, ne, in torej te tretjine okoli Selakovića zamenjala, bi pa dobili dejansko tisto izkušnjo, zaradi katere imamo alternativne medije namesto mainstream, ne, in bi bilo to 2 ure opazovanja, reakcij in eye contacta oziroma očesnega stika med obema akterjema. Tako da tule pa produkcijsko precej začetniška napaka. Pa poglejva zdaj mogoče še res ta klip o revanšizmu, no, ki to je ta postavitev, ki praviš, ne? Jaz tudi osebno mislim, da če se situacija obrne, mi lahko dobro sodelujejo. Jaz mislim, da je dr. Golob dober človek, po tem, kar jaz poznam. Da je bil napačen pristop, ker se je šlo v politiko iz inata, iz maščevalnosti. Vprašanje je bilo, kaj je sporočilo volivcem, volivkam. Jaz bi predvsem rekel eno stvar. In tle je nekaj, kar je treba vsak od nas mora pri sebi premisliti. Ne pustite nikoli, da vam ukradejo sanje. Pa se to dogaja lahko iz objektivnih razlogov, na katere ni vpliva. Včasih se zgodi, ker si na napačnem mestu ob napačnem času, ampak večina ljudi lahko še naprej sanja svoje sanje. Poudarek je na svoje, ker vsak od nas najboljše pozna svoje sanje. In čuvajte se ljudi, ki vam bojo razlagali, da bojo mislili in sanjali namesto vas. Te ljudje vedno sanjajo samo svoje sanje. Tukaj smo spet slišali lahko Roberta Goloba, ne, ko je pa enkrat iskren, ne, torej, ko nam ponuja sanje, ne, so to v resnici njegove, kako bo privatiziral GEN-I, ne, celo še več mi je bilo zanimivo, ker so že pri razlikah med Janezom Janšo in Robertom Golobom, pa vendar bi še dodal še eno, ne. Če si opazil to razliko, ne, Janez Janša da pohvalo Robertu Golobu, češ Robert Golob ni slab človek, je sicer slabo, da je šel iz inata, iz maščevanja v politiko, ampak ni slab človek in mislim, da bi lahko dobro sodelovala. Ne? Robert Golob, Janeza Janša obtoži, ukradel si nam sanje, ne verjemite ljudem, ki kradejo sanje, ne, tako naprej. Mislim, nenavaden zaključek za siceršnje karakterne in politično inženiring lastnosti Janeza Janše. Šel je izrecno dati poklon Robertu Golobu, da je dober človek, ne? In sklenil, da če se vloge obrnejo, torej če bo sam mandatar, bo sodelovanje bistveno boljše in videti drugače. Na drugi strani Robert Golob, kot bova še pokazala v zadnjem klipu, ni mogel ven iz travme 4-letnega obdobja in to je izguba kontrole nad GEN-I oziroma takrat, ko so ga pač mu niso podaljšali mandata, niti ne odpoklicali, tega ni prebolel. In če je kaj uspelo Janezu Janši v 2 urah sicer precej nevodene razprave, ne,
je, da je v bistvu pokazal gledalcem, kaj je glavna motivacija Roberta Goloba za 4 leta v političnem ringu in to je, kako priti nazaj v GEN-I. To je tista prejšnja točka, o kateri sva govorila. No, če si iskreno, jaz sem na dr. Golobom razočaran. Ko smo imeli mi primo predajo, dosti dolgo, takrat, ko je pač on sestavil vlado, mi pa pač nismo mogli, ker so uničili naše partnerje, ne zato, ker bili poraženi, naše stranke dobilo več glasov in več poslancev, ampak so bili naši partnerji uničeni, ki so bili pač šibkejši. Jaz sem takrat mislil, da je pred nama neko obdobje, ker bo pač nekdo v vladi, drugi v opoziciji, bomo pač en drugega kritizirali, kar je normalno v demokraciji, da pa kljub temu vsi kanali ne bodo zaprti. Vsak ima svoj lahko pogled na moje sanje, jaz pa vem, kaj so bile moje sanje. Med njimi politike ni bilo nikjer. In če je kaj zaznamovalo vaš mandat, ta zadnji, ne bom govoril o prvem, ne poznam, vaš zadnji mandat, je bilo ravno to, da so se sanje, ne samo meni, prevelikemu številu Slovencev, ste uničili sanje v zadnjem mandatu. Robert Golob med drugim tudi reče, da se zaveda, da odkar je v politiki, so njegove delnice padle. Skratka, njegovo najvišje obdobje v življenju je vodenje GEN-I-ja in zadnja 4 leta je na silo in, kot je povedal, v oklepu sprenevedanja z zadržanimi, stisnjenimi zobmi v politiki. In to se pozna in ima konkretno ceno. Ja, tudi sama energija, ki jo daja te dni v volilni kampanji, ni prav posežna. Mogoče ni bil ideja edino soočenje ta teden, ne? Sam še eno stvar ali pa dve bi rekel glede tega. Eno je Janševa zaveza, ne bomo čistili golobistov. Ok, to je torej obljuba, da Žiga Debeljak ostane 4 leta pod njim šef SDH-ja. Zelo dvomim, ne? In druga stvar, ki bi rekel na Golobove sanje, torej Robert Golob dejansko pove v tem podcastu tudi to, da še zdaleč ni politika njegova zadnja postaja v življenju, ne? To je točno tisto, o čemer zadnji teden poročamo. Torej, ukolikor se volitve ne izidejo, zlato padalo, karijera v energetiki, ne? Samo s to razliko, da bo napram 2021 imel lastniško strukturo pokrito tako, da ga niti teoretično menjava vlade ne bo več dosegla. Ne. Evo, zdaj pa ja. Torej, četrtkovo soočenje na nacionalki, ne, videli smo temo gospodarstvo, ponedeljkovega isto, nekako se mi zdi zanimivo, kako nacionalka in Pop TV, kot da bi se uskladila, vsak teden imata nekje isto temo, ne, niso bili pa čist isti, recimo sogovorniki, če so bili na Pop TV, recimo predsednika strank, Anže Logar in Jernej Vrtovec, ne, če vzamemo morda stranki, ki najbolje kotirata ravno na gospodarstvu, ne, čeprav ugotavljamo lahko, da nista toliko prevagali kot sicer njuni programi. Pa vendar, ne, v četrtek na soočenju 2 kandidata, ki nista kandidata. Ne, v imenu Nove Slovenije Marko Lotrič, ne, oziroma skupne liste Nove Slovenije SLS in Fokus, ne, Marko Lotrič, v imenu demokratov Igor Masten. Oba sicer zelo dober nastop. Lahko bi rekel prvoligaša po svojih vlogah v civilnem življenju, v bistvu. Ne. Vidno tudi strokovnjaka na tem področju. Ne, tako da, kar mi je pa padlo v oči, mi je bilo pa to, da nihče od njiju, ne, mislim, da je gospod Masten to celo tudi v oddaji enkrat povedal, ne, nihče od njiju ne kandidira za funkcijo ta trenutek. Pri čemer je Masten rekel, mislim, da nedavno, morda ravno sinoči, da je počaščen, da ga v javnosti, del javnosti obravnava kot naslednjega finančnega ministra. In da mu Anže Logar to zaupa. Kar je pa seveda odvisno od delnic demokratov, ne, po volilni nedelji. Mislim, navezal bi se na tvoje ugotovitve, dejansko recimo SDS-u, ne, za razliko od 2 strank, ki si jih omenil, škoduje, ko pošlje čisto politikanske kadre v ogenj. Govorim naprimer o nekdanjem ministru Černaču, Jelki Godec kot poslanki. Bistveno bolj moderno
propulzivno, neideološko izpadajo, ko pošljajo te svoje strokovne kadre, ali polono rifle za gospodarstvo, ali kot smo v prejšnji epizodi ugotavljali, recimo gospoda Kajzerja za zunanje zadeve. Ne? Se strinjam. Ne? Vsekakor podobna recimo situacija je tudi bila pri SD-ju. Se mi zdi, da je imel Matevž Frangež še najbolj propulziven nastop od vseh SD-jevih nastopov do zdaj, čeprav še vedno ne v tistem pravim formatu. Meni je Matevž Frangež en tak interni hišni chat GPT SD-ja. Zakaj? Ker ima odlično naučenih kakšnih 250 teh tehnološko-gospodarskih fraz, ne? Deluje kot nekakšen doktor znanosti na področju ekonomije, ne? Ali pa teh greenfield investicij, pa vendarle, ne? Se strinjam, nastopa malo bolj navdihujoče, bolj energično od šefa stranke, ne? Matjaža Hana, ki je sicer drugi, mislim, da kar zdaj že nekaj časa, drugi najpriljubljenejši po tem mainstream anketah. Ne? Ja, zdaj, kar mi je presenetilo morda še na tem soočenju, ne? Na eni strani tako Vladimir Prebilič kot Karel Erjavec sta zasedla bistveno bolj desno pozicijo glede gospodarstva, kot smo jo vajeni. Torej, Karel Erjavec kot tisti večni borec za kao borec za upokojence, ne? Torej nominalno borec za upokojence, ne? Ampak hkrati nič kaj konkretnega, kar smo tudi učitali, ne? Da ni prevzel nobenega resorja v korist upokojencem. Ne, ko je bil še minister iz kvote Desusa, na drugi strani Vladimir Prebilič, ki se običajno, ne, ko gre za vsebinske teme, pozicionira tam nekje med vesno in levico, ne pa tisto sredino, kot bi jo pričakovali od stranke, kakršna je Vladimir Prebilič. Ne, tokrat očitno mu je nekdo dal signal in se je pozicioniral bistveno bolj desno, recimo torej neki levo-sredinski, že skoraj bolj sredinski drži, kot pa daleč stran recimo od levice in mi socialistov. Kordiša ne bi niti zares omenil. Bom rekel, sem to pokazal, da nima blage veze o gospodarstvu. Ne, kot prvo na vprašanje, ali ima osebni investicijski račun, je vprašal, kaj pa je to. Ne, in ko je šlo za vprašanje pokojninskih skladov, ne, je rekel, češ kao, penzije je treba ljudem izplačevati, ne pa da se z njimi delajo pokojninski skladi. Ne. Mislim, da če bi gospod Kordiš razumel karkoli o ekonomiji, potem verjetno ne bi imel takih pozicij, kot jih imajo mi socialisti. Ne. Na drugi strani sta presenetila pa tudi vladna predstavnika, ne, Levica Igor Feketija, manj znan državni sekretar, ne, sicer če se ne motim, iz Meščevega ministrstva, tako da zanimivo na gospodarstvo, ampak je nekako presenetil z dobrim nastopom, ne, očitno so se zelo dobro pripravili v Levici na to. Konec koncev gospodarski program aktualne vlade od Luke Mesca. Ne, ja, in na drugi strani Klemen Boštjančič pa izrazito agresiven, napadalen in neosebinski, kot smo sicer Klemena Boštjančiča delno vajeni, pa vendar je šel v tej frustraciji, se mi zdi še nekoliko dlje, kot smo ga navajeni. Opazujem Boštjančiča na družbenih omrežjih, zadnji teden je zaznamovala neverjetna bolečina na tem, da mu na soočenjih nekateri očitajo Vegrad in Adrio, ne? Tako da vidim, da tudi on, podobno kot njegov šef Robert Golob, hodi na ta soočenja v slabem psihofizičnem stanju, precej živčen, načet, očitno paranoičen pred tem, kaj se namerava zgoditi v nedeljo in potem v tednih po volitvah. Bi pa pokomentiral samo, ko sva prej v ločnicah med Janšo in Golobom kot glavnima antipodoma še tule, ne? Če vas torej v nedeljo 22. marca zanima odločanje po žepu, po neki ekonomiji, po denarnici, ne? Potem ste imeli dejansko izbiro med pogledi, se pravi v smislu obljub davčnih razbremenitev SDS, NSI, Demokrati, kakorkoli je treba priznati, tudi resnica se s tem ukvarja in to nagovarja in deloma, kot si nakazal, govori ves čas dosledno o nekaterih olajšavah in spremembah v smeri gospodarstva, tudi prerod Vladimirja Prebiliča, ne? Kjer pa vidim s Prebiličem težave in tu pa je ostal nekje med Karlom Erjavcem in Miho Kordišem, pa je ta linija Rusija-Zahod, ne? Kjer so se dejansko Karel Erjavec, Miha Kordiš in Vladimir Prebilič postavili tam nekje na isto črto, pa čeprav je ravno Prebilič pravzaprav profesor z tega geostrateško-obrambnega področja. Ja, no, pri soočenjih bi jaz dodal samo še eno stvar, ne, da je očitno Levica vmes med ponedeljkovim in četrtkovim soočenjem o gospodarstvu brala zanima.me, ne, kjer smo z Igorjem Mastenom raztrgali njihovo ponedeljkovo demagogijo
demagogijo o Finski. Finski sindrom Luke Mesca. Tako da v četrtkovem soočenju Igor Feketija Finske ni niti enkrat omenil. Verjetno je pričakoval, da če jo bo, glede na to, da je Igor Masten stal v istem studiu, da ga bo uspešno raztrgal in se torej na Finsko, na katero se je zanašal Luka Mesec, ne, kot češ primer, kaj nas pelje znižanje davkov in desničarska politika, ne, torej ni niti omenil. Ne. Tako da to recimo, bom rekel, zdaj ne vem, a je posledica našega pisanja ali česa drugega, ampak vsekakor napredek. Ni pa napredka glede trošarinske politike oziroma razmisleka strateškega, kaj s cenami goriv, ko so časi dobri, ugodni, ko ni nobenih posebnih geostrateških napetosti in kaj takrat, ko pride do krize, kot je pač vojna v Iranu oziroma napad ZDA in Izraela. Ne? No, mislim, tukaj bi jaz dal en celostni pogled, ne? Kako smo lahko na soočenih spremljali, kako imamo super vlado, ki je znižala trošarine, zato da Slovenci zdaj lahko tankamo gorivo ne bistveno dražje, kot smo ga prej za nekaj centov. Sam nekaj rekel, znižala jih je v celem mandatu prvič, kdaj 2 ali 3 tedne pred volitvami. Zanimivo naključje. Tako, prej jih je ves čas poviševala, ampak dajmo pogledati najprej en širši pogled. Torej, vojna v Iranu se je začela 28. februarja. Ne? In nekje 2. 3. marca je bilo jasno, pač, da zadeva ne bo trajala 2 dni, ne? In da se zapira Hormuška ožina, torej, da bo vpliv na ceno nafte opazen. Ne? Mi smo imeli situacijo, ko smo cel vikend in potem še cel ponedeljek panično tankali, ker smo vedeli, da je torek tisti dan, ko pač nastopijo nove cene naftnih derivatov po pač vladni uredbi. Ne? In vlada, ki je tako pametna in tako premišljeno ravnala, ne, do ponedeljka zvečer ni mogla se odločiti točno, kaj narediti s temi trošarinami. Ne? In če bi vlada recimo, če se je že namenila znižati trošarine, če bi to najavila že v petek ali pa v soboto, potem mislim, da ne bi bilo sploh te panike, kakršna je bila, ko bi ljudje masovno drli na bencinske črpalke, ker pač bi vedeli, da ta podražitev tako velika ne bo in morda ne bi ravno s cisternami hodili na bencinske črpalke, kot prvič. In kot drugič, ne, se je vlada pohvalila, ne, češ, zdaj, ko imamo nižje trošarine, lahko drugi tankajo pri nas. Ja, dobro jutro, ne, kje ste pa bili 4 leta, ko smo vsi govorili, da je Slovenija tako majhna država, da nihče ne rabi tankati v Sloveniji, če noče. Torej, če bi želel, lahko vedno tankaš pred mejo in za mejo in Slovenijo prevoziš bistveno z manj kot enim tankom. Ne? Torej, takrat, ko je benzina neomejeno, ne, mislim, ko ga je veliko, ne, ko bi lahko mi dejansko služili, v narekovaju, s tem, da pobiramo trošarine od voznikov, ki tankajo v Sloveniji. Tega ne naredimo, ko pa je kriza in imamo za 100 dni zalog, pa povabimo tujce, zdaj pa pridite tankati naše zaloge, ko so stvari omejene, zato da bomo izpadali nekako lepi 2 tedna pred volitvami. Veš, na kaj bom spomnil? Na dragocen stavek Vesne Vuković iz nedavno razkritih prisluhov. Jaz sem mislila, da so tule bolj racionalni, da imamo stvari bolj pošlihtane. Ne moreš države voditi po navdihu. No, to, kar opisuješ, je vodenje države po navdihu. Pa še en element bi omenil v kontekstu cen goriv, spuščanja trošarin in mislim, da se utegne to še pokazati. Verjamem, da ne pred volitvami, ker do takrat bo finančno in gospodarsko ministrstvo friziralo te trošarine na način, da ne bomo čutili ničesar, ne? Ampak vlada se je 4 leta prepirala z največjim trgovcem, ne, z Petrolom in mislim, da se je to v trenutku energetske, tudi morda gospodarske krize, ki sledi, lahko vrne v obraz na nepredvidljiv način. Ja, ne, pri čemer pa gospodarstvo že opozarja, da pravzaprav niti ni zaloga nafte največji problem, ampak ravno prenapihnjenost proračuna, torej tega istega proračuna, ne, ki ga vlada napihuje. Golob pa med tem ves čas razlaga, kako sanira javni dolg. Ne. Ampak, ko smo že pri kreativnosti, ne, dokaj kreativne so zadnje čase tudi ankete, ne, kar mi je posebej zanimivo spremljati. Ne, recimo ta teden smo imeli primer anketa Dela in pa Mediane. In pa še Utrip družbe. Ne. Torej, po anketi Dela lahko vidimo, da gre ob vseh napakah, ne, torej, na milimetre. Ob vseh prisluhih, ob vseh napakah, ki jih dela Svoboda, ne, sama rast. Mislim, da je glih kar vodovjele SDS. In gre na milimetre med SDS-om in Gibanjem Svoboda. Jaz bi rekel, da smo zdaj v času blokovskih 2 blokov anketa. Ne? Eni nas, in to predvsem bomo omenil Mediano in Valikon, prepričujejo,
da je Gibanje Svoboda tik na tem, da prehiti SDS. Neuradno mi je bilo rečeno, da bomo ta teden celo videli, morda še bomo anketo, kjer gre Svoboda že čez odstotke SDS-a. To je torej tisto, ker se levi pol dejansko po moji tezi, po mojem prepričanju boji pasivizacije svojega volilnega telesa in s tovrstnimi anketami vabi ljudi nazaj na volišča, češ nič še ni odločeno, lahko torej ponovimo mandatu bolj kot ne spremenjeni zasedbi. In potem imaš druge ankete, med katere spada tudi IEK, ki kažejo stvar, ki bi bila glede na sosledje dogodkov, ki jih spremljamo v realnosti, bistveno bolj logična. To pa, da se zaradi zapletanja Svobode, zaradi napak iz primera do primera, vsaj na teh anketah volilno telo premika bolj v desno. Tudi sedeži po IEK-u so razdeljeni tako, da je, mislim, približno 6-7 stolov v korist desne sredine, kjer pa se, in to mislim, da je najbolj pomenljivo, ankete srečajo, pa je nenehna linearna rast, bi rekel temu zmernejšega konzervativnega bloka, kaj s tem mislim, recimo skupne liste NSI-ja ali pa tudi demokratov Anžeta Logarja. Pri Logarju je recimo opazno, da stranka zelo malo niha od raziskave do raziskave, torej že ima nek spodnji plato podpore in to je po mojem tisto, kar rezultira v preganjavici Roberta Goloba na soočenih in tudi, če gledaš aktivnosti na družbenih omrežjih. Svoboda na družbenih omrežjih zadnji teden napada Anžeta Logarja, ko pa gledaš v prakso z Vontino komisijo, obetom kriminalističnih hišnih preiskav, pa napada NSI. Zakaj? Robert Golob ve, da povišane delnice teh dveh strank pomenijo manj možnosti, da bo ostal na čelu Svobode in v igri za koaliranje v naslednjem mandatu. Ja, pravzaprav je ta trenutek že jasno, da prvi dve stranki sta načeloma SDS in Gibanje Svoboda, vendarle je ta histerija, ki jo zganjajo tako mediji kot anketne agencije, verjetno dovolj močna, da Gibanje Svoboda ne more pasti recimo na točko, kjer bi se poravnalo ali z SD-jem ali z Levico ali še s kom drugim, tako da nekako je jasno, da imamo dva glavna igralca, ampak barvo naslednje vlade pa v resnici določajo tretje, četrto, peto in šesto mesto. Ampak tudi, seveda. Ne, tretje, bom rekel pa potem peto, šesto, sedmo, oziroma odvisno od tega, kateri izmed teh, torej četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, bodo prestopili parlamentarni prag, nekako jasno je, da poleg SDS-a in Svobode skoraj zagotovo bi morali parlamentarni prag prestopati tudi demokrati, skupna lista Nove Slovenije in SD. To so torej to je 5 strank, ki je zanesljivih in mislim, da po zadnjih nastopih tudi skupna lista Levica. Jaz bi rekel, da je 6 strank zanesljivih, ta 7 je pa res tako na meji in to je vedno ta resnica, že nekaj časa, ne samo zdaj. Tako, tukaj pa ta, pa potem recimo še potencialno vprašljivo, sicer verjetno pod pragom, pa vendar Prerod in Pirati, ampak to so recimo... In še nekaj mi daje občutek večje pristnosti pri tej anketi, ki jo gledava, IEK, in to je rast SD-ja na račun Svobode. Zaradi tega, ker tudi ta vohunska afera, če tako rečeva, ki jo gledamo v zadnjem tednu, če že kaj lahko znotraj levega pola povzroči, je nekaj odliva od vladajoče stranke k drugim levim partnerjem. Še posebej k SD-ju, ki je pravzaprav tukaj bolj mainstream kot Levica, in ker se pravzaprav v teh prisluhih ni v nobenem primeru zares ujela, tudi Dominika Švarc-Pipan, ne nazadnje, smo že takrat špekulirali, da je pravzaprav podpredsednica Svobode za zadeve SD-ja, bolj kot sama SD-jeva ministrica, tudi neke zvestobe SD-jev ni niti v teh pogovorih izkazovala, češ da jo je stranka zapustila in tako dalje. Tako da v tem smislu lahko rečemo, da je SD pa vendarle za afere, ki jih je imel v vladi, prevzel odgovornost, za razliko od Gibanja Svoboda in Levice, ki tega ne počneta. In v tej aferah, kjer se kaže pravzaprav ta zlizanost teh oblasti, pravzaprav je v veliki meri najbolj pravzaprav ujeta Svoboda, oziroma ob kombinaciji še s Fotopavom in tako dalje Levica. In še na en metodološki kavelj bi opozoril pri tem, kolikor vem, IEK dejansko teh 723, ki so napisani kot vzorec, v celoti kliče po telefonu, torej vzorec je 100% telefonski. Mislim, da je mešan. Ampak je bistveno večji delež telefona kot druge. Medtem ko recimo Valikon za Mediano niti ne bi upal trditi, pri Valikonu je vzorec praktično v celoti spletni.
Vemo pa, ker si prej tudi o elektronskih volitvah govoril, da je pač spletno glasovanje v panelih lahko tudi volatilno, kar tiče nekega obešanja trolov oziroma nekega mehurčka v določenem momentu. Ne. Tako, ne, evo, zdaj pa čist za konec, ne, par stvari, ki so nam morda ušle. Tako. Ne, Jaz bi omenil, da je vložena obtožnica, to sem prebral na današnji dan najnega snemanja, za umor Aleša Šutarja, ne? Torej ne proti prvotnemu osumljencu Sabrijanu Jurkoviču, pač pa proti tistemu drugemu, ki so ga priprli kasneje. Spet, super, v redu, ne? Sej to si želimo, da ta zgodba definitivno, ta tragedija dobi epilog, ampak kaj, teden pred volitvami, res? Ne? Tudi to žal vidim kot zlorabo neke osebne družinske tragedije, pa travme ene cele regije v Sloveniji v predvolilne namene. Ja, mislim, da so bili posebej zgroženi ravno v petek, ko je bilo soočenje v Novem mestu na temo varnosti, ne, kjer je Alenka Bratušek v Novem mestu pred Novomeščani, ki so bili v dvorani, izjavila, da se zdaj počutijo varno in da ni več streljanja v romskih naseljih in se potem iz dvorane, sicer ne vem, koliko je to jasno, se ne spomnim slišati, ampak vem, da se je začel slišati potem lažete. Ne? No, jaz predvsem verjamem, da se Alenka Bratušek počuti varno, ker NPU nikakor ne pride do nje. Ne? Tako da njen občutek varnosti definitivno razumem. Ja, ko smo že pri pravnih zadevah, ne, mogoče še to, ne, Šutar, spomnimo, je umrl 28. oktobra. Ja. Tako da je preteklo vode pod tem mostom in da to rešujemo dejansko pred volitvami je še ena predvolilna zloraba človeka, ki pravi, da se je nujno na položaju pretvarjati. Ne? Ja, in tožba za razveljavitev referenduma o asistiranju usmrtitvi. Ne. Pravzaprav se je na Vrhovnem sodišču v Ljubljani se začela obravnava, ne, torej tožbe, mislim, da je prvo podpisani Bogdan Biščak, ne, gre pa za tiste razočarane, ki jim ni všeč, kako se je ljudstvo odločilo na 23. novembra lani glede asistirane usmrtitve. Spet zelo jasen predvolilni kontekst, ker je treba recimo potem, sploh v tednu, ko imaš take težave z slovenskim Watergateom obveščevalnim, ne, potem poskrbeti ali pa upaš vsaj, da bo to zdramilo in aktiviralo del tvoje baze, torej naracija o evtanaziji in tako naprej. Moja teza o učinkih takih potez je podobno kot tisti predvolilni vlak Roberta Goloba in Bratuška. Ne? Too late, too little. Ne? Morda samo iz ega oziroma občutka, da s tem nekaj premikaš, v resnici pa ne premikaš ničesar. Ne? Tako, evo, zdaj pa še ena pozitivna novica, ne, bom rekel za zaključek, ne, Studio Sipoš, ne, in njihov film Naša kri so osvojili prvo zlato rolo, ne. Kar meni dokazuje, da v državi, kjer nas ankete, glavna dva politična antipoda in še kdo prepričujejo, da obstajata samo dva črno-bela pogleda na zgodovino, na Slovence in Slovenijo in našo državnost, ali pa temelje naše državnosti, če želiš, da obstaja en velik del te države, ki si želi drugačnega, bolj spravljivega, manj črno-belega in bolj življenjskega pogleda na našo skupno zgodbo. Tako, ne, tudi mi si želimo tega, zato tudi ustvarjamo Safari in smo vedno daljši. Res pa je, da je materijala pred 22. marcem vedno več in da najbrž potem skoraj upava, ne? Aprila in maja temu ne bo več tako. Tako, evo, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, prišli smo do konca, upam, da ste ostali z nami do tukaj, oziroma hvala, ker ste tisti, ki ste. Kot rečeno... Midva sva še pri močeh, imela sva se kar fino med snemanjem, upam, da ste tudi vi na koncu ne preveč utrujeni od naju. Tako je, midva uživava, čeprav je, kot rečeno, materijala toliko, da ga v klasičen format Safarija praktično več ne uspemo spraviti. Vaju pa vendarle napotiva še na soboto zjutraj in na našo že tradicionalno Safari special epizodo za podpornike in naročnike. Tokrat mislim, da celo eno bolj intrigantnih, ne, odkar imamo Safari special, gremo namreč v tehnično zakulisje prisluhov. Če smo začeli z obveščevalnimi vidiki in političnimi vidiki z gospodom Rupnikom, se v jutrišnji epizodi z Nikom Gamulinom spustimo v tehnično ozadje, torej ali so ti posnetki ustvarjeni z umetno inteligenco, so prirejeni, se to da ugotoviti ali ne. Torej, v soboto na portalu zanima.me za vse naročnike, vsi tisti, ki še to niste, pa lahko to še postanete in vstopamo v finale volilne kampanje, tako da prihodnji teden se znova gledamo
v petek, najprej v bistvu v torek, s komentarjem še enega soočenja. Z jutranjim komentarjem ponedeljkovega 1-1 soočenja na Pop TV, torej Golob Janša. Ne? Potem v petek v redni epizodi tedenskega safarija in potem še enkrat v petek tik pred začetkom volilnega molka se oglasimo še z nadomestno epizodo, ki bi sicer namesto sobotne bomo za vse pripravili še en live stream ravno na temo zadnjega soočenja. Ki bo odklenjena za vse, ker so pač stvari tik pred volilnim molkom preprosto prepomembne. Ne? Tako da veliko se bomo gledali v teh dneh. Pozabil si potem seveda še nekaj urni, recimo spektakel v nedeljo. Ne? O tem pa nekoliko več kasneje. Lep pozdrav in nasvidenje.